Integracija in širitev Evropske unije bi seveda morali potekati sočasno, toda ne pogojeni ena z drugo. Zadnje čase veliko govorimo o tem in prav je tako, ampak žal je velik razkorak med tem, o čemer se pogovarjamo tukaj, in med stališči držav članic, ki imajo škarje in platno dejansko izključno v svojih rokah. Kako gre že tisti znameniti Jean Monnetev stavek: Unija bo izoblikovana v krizah? No, sama bi si želela, da se to ne bi dogajalo samo med krizami pod težo gole nujnosti. V tem mandatu smo sicer naredili veliko, ampak naše ambicije se ne smejo zmanjšati. Pri širitvi bi si morali prizadevati več. Gledamo pa blokade določenih držav običajno popolnoma neupravičeno. S tem se zapravlja ogromno kredibilnosti v državah Zahodnega Balkana. Seveda morajo v regiji storiti več pri reformah, ampak mi si s praznimi obljubami delimo del te odgovornosti oziroma smo odgovorni, celo krivi še bolj. Ker druga stvar so še reforme same Unije, kjer bi morali končno spremeniti naše temeljne pogodbe, vključno z omogočanjem večje fleksibilnosti za naslavljanje skupnih izzivov ter ključno demokratizacijo delovanja Evropske unije.